Bila je velikonočna nedelja, 14. aprila leta 1895. Ljubljana je ob 23. uri in 17 minut že mirno spala, ko je mesto nenadoma streslo. Iz globine 16 km je prišel silovit potresni sunek z močjo 6,1 po navorni magnitudi. Ljudje so se v trenutku prebudili ob bobnenju in tresenju tal. Vzplamtel je strah. Mnogi so panično zapustili svoje domove in se zatekli na ulice, trge in v mestne parke. Vso noč so sledili po potresni sunki, več kot 100 jih je bilo v 10 dneh. Čeprav nobeden ni bil tako močan kot prvi, so še dodatno prestrašili že tako razburjene meščane. Mnogi se niso upali vrniti v svoje domove. Po mestu so vzniknila šotorska naselja, zasilna prenočišča in improvizirane barake. Bogatejši so noči preživljali v vozovih ali celo v praznih lesenih sodih, kot na primer na Mirju, kjer jih je za brezdomce dal na voljo Fran Jakopič. Potres se ni ustavil le pri Ljubljani. Valovi so se čutili v širšem območju kar 350 km daleč. Tresenje tal so zaznali celo na Dunaju, v Splitu in v nekaterih italijanskih mestih. V območju premera 18 km je povzročil največ škode. Žal potres ni minil brez človeških žrtev. Skupno je umrlo 21 ljudi. V Ljubljani in okolici 7. Med njimi so bili tudi otroci v Vodicah, ki jih je zasul podrt strop. Največ smrti so povzročili padajoči dimniki in strešniki. Nekateri so umrli med reševanjem. Ranjencev je bilo še več, predvsem zaradi ruševin in delno porušenih zgradb. Ljubljana je imela takrat približno 31 tisoč prebivalcev, ki so živeli v okoli 1400 hišah. Od teh je bilo kar 10% tako poškodovanih, da so jih kasneje porušili. Najbolj prizadete so bile ulice, kot so Špitalska, današnja Stritarjeva, Čopova, Trubarjeva in območje Levstikovega trga. V mestnem življenju je nastal kaos. Šole so bile zaprte, proizvodnja v nekaterih tovarnah ustavljena. Vojska je hitro priskočila na pomoč in začela graditi začasna bivališča. V mestu je zraslo 11 barak, ki so nudile zatočišče brezdomcem. A težave so se tu šele začele. Hrane je hitro začelo primanjkovati. Mesto je organiziralo 5 zasilnih kuhinj, kjer so vsak dan razdelili na tisoče toplih obrokov. Pomagala sta tudi Dunaj in Praga, svoje pa so dodali Čehi, Hrvati in številni posamezniki. Med najbolj dejavnim je bil Ivan Hribar, poznejši ljubljanski župan. Škoda, ki jo je potres povzročil, je bila ogromna, ocenjena na približno 7 milijonov goldinarjev. A iz ruševin je zrasla nova Ljubljana. Dogodek je spodbudil razmislek o potresni varnosti in pripeljal do prvih smernic za gradnjo, ki bi lahko kljubovala naravnim silam. V kletnih prostorih višje realke na Vegovi ulici je bila že 2 leti po potresu vzpostavljena prva potresna opazovalnica v celotni Avstro-Ogrski. Mesto se je začelo spreminjati. Gradbišča so bila povsod. V 15 letih so zgradili več kot 400 novih zgradb, več 100 pa so jih prizidali in obnovili. Podobo mesta so oblikovali novi mostovi, urejeni parki, telefonske linije, sodobna kanalizacija in nova infrastruktura. Vse to je potekalo po regulacijskem načrtu, ki ga je zasnoval Max Fabiani. Ljubljana se je širila proti severu, proti kolodvoru. S tem se ni spremenila le zunanjost mesta, temveč tudi njegova notranja struktura, od šolstva, zdravstva, uprave do turizma. Potres iz leta 1895 je bil ena največjih naravnih nesreč v zgodovini mesta, a hkrati tudi prelomna točka. Prinesel je trpljenje, a hkrati tudi preporod. Iz pepela stare Ljubljane se je začela dvigovati nova, moderna, samozavestna in bolj slovenska kot kadarkoli prej.